Dragi starši, obiskovalci, lepo pozdravljeni. Veseli smo, da smo zopet skupaj v naši festivalni dvorani in da naši otroci lahko ustvarjajo na odru. Upam, da ste po 2 letih pavze še za ples. Bi pa prosila gospoda župana, da nam naš koncert, upam, da si za ples, otvori. Hvala lepa, Nuša, hvala Primož in hvala vsi, ki pomagate naši mladini, od najmanjših do še tistih še malo večjih, da imajo na Bledu eno tako krasno glasbeno šolo, kot je Do Re Mi, in da jih te 2 let nista potrle, ampak že vidimo, da je tukaj nazaj zagon in upajmo, da kljub novim težavam, ki so na obzorju, da bo zdaj življenje vseeno zaživelo, vse tako, kot smo ga bili, vsaj približno navajeni. Še enkrat vso srečo pri ustvarjanju, vam, da se imate čim boljše in da seveda vsaj malo bogate tudi, ne? Ker to je skupinsko delo, timsko, en sam v glasbi, lahko si solist, seveda to upamo, da bo tudi od njih dorato, ker je že z te šole dosti dobrih glasbenikov izšlo in ne vemo, kdo med temi bo enkrat velika zvezda. Pa tudi, če ne bo, važno je, da dobijo pogled v glasbeni svet, v kulturo, v navmiko, ker v tako lepem kraju, kot mi živimo, ne moramo biti prav neumni, ne. Se ne spodobi. Držimo skupaj, pa srečno v boljše čase. Hvala. No, sem rekla gospodu županu, da nam veliko pomeni, če nekaj pove, da jaz se bom pa že navezala na njegove besede. Mi si predvsem prizadevamo, da te otroci doživijo glasbo in da doživijo odnose. In glasba je tudi posebna vrsta komunikacije in pomeni, da če si v skupini, si v harmoniji, se razumeš med sabo, sodeluješ, tako da vam te otroci danes, ali pa bom rekla nam, prinašajo sporočilo. In upam, da gre v svet. Lep večer.
Marec je tisti čas v letu, ko si vsak dan govorimo, da se zima poslavlja, ampak zunaj je pa še vseeno mraz. A vam izdam eno skrivnost? Čeprav so rožice in ptički v naravi še sramežljivi, se mi lahko vseeno ogrejemo tako, da zaplešemo. No, zdajle imamo za to odlično priložnost, saj se nam obeta koncert plesne glasbe. Vabljeni na ples!
Posebno mesto v svetu plesa si zasluži balet. To je izjemno zahteven umetniški ples. Znotraj baleta se pojavijo različni plesi, tudi valčki in polke. Skladatelj glasbo za balet ponavadi napiše na podlagi kakšne zgodbe ali pravljice. Flavtistke bodo poskrbele, da bomo imeli priložnost prisluhniti temi in valčku enega najbolj znanih baletov vseh časov z naslovom Labodje jezero.
Če si želimo, da se mama ne bi jezila na naša nova pravila, ji lahko predvajamo kakšno mirno glasbo ali pa jo povabimo na miren ples. Izberemo lahko francoski menuet v 3/4 taktu.
Sledi eden izmed najbolj priljubljenih plesov 19. stoletja. Vam bom pustila, da sami uganete, kako se imenuje, lahko pa vam malo namignem. Pri tem plesu plesalec partnerico čvrsto drži za pas, zraven pa si šteje 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ste že uganili? Če še niste prepričani, prisluhnite neuradni dunajski himni, ki jo je napisal Johann Strauss mlajši.
Tarantela je italijanski ljudski ples v šestosminskem taktu. Glasba je živahna in se pleše v paru ali pa v dveh parih. In če že govorimo o taranteli, vam moram povedati, zakaj so jo plesali v srednjem veku. Verjeli so, da je to edino zdravilo proti ugrizu strupenega pajka ali pa škorpijona. Če te je ugriznil pajek, si moral takoj začeti na vso moč divje plesati, da je šel strup ven iz tvojega telesa. Prisluhnimo zdaj staremu napevu neapeljske tarantele, ki so ga Američani oblikovali v vsem poznano pesem Lucky, Lucky, Lucky Me. Scott Joplin je bil ameriški skladatelj afriškega rodu. Dolgo časa ni znal čisto pravilno zapisovati not, čeprav je bil skladatelj, ampak to ga ni preveč motilo, imel je veliko glasbenih zamisli in je pač skladal. Slog njegovega skladanja imenujemo ragtime, kar bi dobesedno prevedli kot raztrgan ritem. Pa poslušajmo zakaj.
Zdajle pa plesni ritem, ki je bil danes na koncertu že omenjen. In to je brazilska samba. To je tipičen brazilski ples, ki so ga včasih plesali ob obredih tudi po več dni skupaj, kar brez predaha. Za ples je značilno gibanje z boki. Zdajle si poskušam predstavljati, kako bi izgledalo, če bi tisti naš Marko, ki ponavadi skače po trati, se začel zibati v bokih, če bi začel plesati sambo. Me res zanima, kakšno glasbo bi mu morali igrati, da bi se to zgodilo. Rondeau je francoska beseda za krog oziroma pesem v krogu. Gre za vedro družabno pesem ali pa inštrumentalno skladbo, v kateri se izmenjavajo kuplet, to je vsak krog različna kitica,
in refren, ki je ves čas enak. Pozorno prisluhnimo, če bomo v naslednji skladbi zaznali stalno ponavljajoč se refren med več različnimi kiticami. Čeprav je danes praznik žena, pa bom najprej na oder povabila moški del ekipe. Vso tole opremo, ki vidite na odru, smo jo pripeljali iz naše šole in v takem trenutku si hvaležen, da je večinski del kolektiva moški. Predstavljam vam učitelja klarineta Robert Bone. Kitarski oddelek vodita Žiga Janežič, ki danes ni z nami, in Luka Ropret. Oddelek violončel vodi Peter Kajzer. No, tele specialne aranžmaje je prispeval Franco Ezequiel Paez. Oddelek tolkal vodi Gregor Plamberger. Oddelek saksofonov Tadej Šepec. Učitelj trobil in vodja orkestra je Blaž Turinek. Za zvok je skrbel Klemen Črne. In pa tamle zgoraj za luč Nejc Pretnar.
Seveda pa tega dogodka ne bi bilo brez ravnatelja šole, Primož Kerštan. Mogoče ste se vprašali, zakaj so fanti prišli gor z rožam. Le zakaj? Zato, ker je danes 8. marec in smo se odločili, da bomo povabili pa mi pa punčke, naše sodelavke, preljube, predrage, in sicer oddelek flavt vodi Eva Jensterle. Letos se nam je pridružila tudi pianistka Aleksandra Nomar. Prosim, če pride na oder. Hej, prihaja. Nekdo da rožo. Za godalce je poskrbela Mirjam Šolar. Že včeraj in danes je za najmlajše skrbi Katja Zupan, med drugim. Za prvi razred solfedža in današnje napovedovanje je poskrbila Neža Kavčič. Vse delo v ozadju, vse te programe, ki jih vidite, vse te dopise in razne stvari, Špela Globočnik. Za projekcijo, to, kar ste zadaj videli, in risbice je narisala Andreja Završnik. Naše bivše učenke so že poskrbele, da so se tam malo lepo obnašali, da so kaj narisali in tako naprej. To so bile Tinkara Piber in Pija Omovšek. Da smo pa lahko v tej dvorani, smo pa komunicirali z gospo Špelo Repnik in jo tudi vabim na oder, da dobi eno rožo, eno mu še najdel nekje zadaj. Špela, prideš? Pride. Evo, še en aplavz za Špelo. Skratka, ne samo puncem, tudi fantom. Res hvala za vso potrpežljivost med korono, za vse te ure nadaljavo, za vse te čudne zvezde, ki so padale dol, pa so spet padale, pa prišle gor, pa tako naprej. Hvala vam za vso potrpežljivost in vso prilagajanje. Še enkrat vsakomu posebej. Hvala. Čisto na koncu, seveda. Čisto na koncu pa seveda še Nuša Piber, kaj pa to je bilo namerno. Smisla, da sem pozabil, ali kaj? Nisem pozabil. Hvala lepa, zdaj pa samo še besedo ima orkester. Hvala lepa.
No, čisto za konec pa se preselimo še na milongo. Tako se pa imenuje družabni dogodek, kjer se pleše tango. Na milongi veljajo posebna pravila obnašanja, ki zagotavljajo, da je ples za vse udeležence prijeten. Tako da, če zdaj hočete nekoga povabiti na ples, morate to storiti s pogledom.
Tole pa je darilo za vse gospe v dvorani. Voščimo vam lep 8. marec, lep večer še naprej ob vašem prazniku. Smo rekli, a povabimo Gabra za konec? Ni treba, ker se je sam povabil in vam prispeval tole darilo. In na bobnih Jure, Gabar in Jure. Blaž. Ok, to pa